Senator in predsednica hrvaške vlade Jadranka Kosor sta v Gospiću položila temeljni kamen za nov proizvodni obrat kamniškega kalcita, ki mu je v 3 letih boja s hrvaškimi birokratskimi mlini tudi ob pomoči slovenske diplomacije uspelo pridobiti vsa potrebna dovoljenja za gradnjo. Premijerja, ki sta obiskala tudi Narodni park Plitvice, sta menila, da nova slovenska naložba na Hrvaškem, vredna 15 milijonov evrov, dokazuje, da so se politični odnosi med državama po sklenitvi arbitražnega sporazuma izboljšali. Izboljšano gospodarsko sodelovanje med državama je izpolnitev takrat za mnoge neverjetnih sanj premijev ob njunem prvem srečanju pred 2 letoma v Trakoščanu, je spomnil premijer Pahor. Prav dogovor o načinu rešitve mejnega vprašanja po 18 letih je odprl pot k izboljšanemu gospodarsko-političnemu sodelovanju ter odprl pot Hrvaški v Evropsko unijo. Pahor je napovedal, da bo Slovenija med prvimi državami, kjer bo parlament razpravljal o ratifikaciji hrvaške pristopne pogodbe. To biti morda prvi, tega ne govorim v imenu Evropskega sveta, ker nimam te pristojnosti, ampak kot član Evropskega sveta, kot predsednik Vlade Republike Slovenije, bi ti, upam, da to ne prinaša nesreče, čestitev za to, da boš 24. junija povabljena na sestanek šefov vlad in držav. Ob informacijah, da naj bi že ta konec tedna v Bruslju potrdili, da naj bi Hrvaška 1. julija 2013 postala polnopravna članica Evropske unije, Hrvaška pričakuje, da bo še ta mesec zaprla preostala 4 poglavja pristopnih pogajanj in da bodo ta pogajanja končana še v tem mesecu. Hrvaška tudi upa na nadaljnju podporo Slovenije. I želim da bude u potpori hrvatskoj vladi i u ovim posljednjim metrima završetka pregovora za ulazak Hrvatske v Evropsku uniju. Akterji arbitražnega sporazuma sta se sestala skoraj 2 leti po njunem prvem srečanju in leto dni po slovenskem referendumu o arbitražnem sporazumu. Oba sta doma politično oslabljena, zato nekateri hrvaški mediji ugibajo, ali je njuno današnje srečanje tudi zadnje.